Doktorica Sana Čoderl-Dobnik je sicer specialistka klinične psihologije, zaposlena je na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, je tudi predsednica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije, deluje pa tudi kot asistentka za klinično psihologijo na oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in v Mariboru. Dober dan, lep pozdrav. Jaz bom ob teh tehničnih težavah potrebovala še samo trenutek, da si naštimam prezentacijo. Tako da, če boste še malo počakali. Tako da sem malo. Tole se zdaj vidi? Ne, mislim, da morate dati na screen share. Čakajte. Samo malo. Zdaj pa bo, ja. Bo. Je v redu tole? Čakajte. Tako. Ja. Je vidna prezentacija. Dobro. Dobro. Takole. Mene veseli, da smo uspeli urediti tudi to povezavo, no, in da smo se nekako srečali in da nismo vsak otoček nekje zase, no, čeprav se je povezati včasih težko, no, sploh v takih časih, v kakršnih smo zdaj. Lepo se zahvaljujem organizatorju za povabilo, no, in tudi moja zahvala in spoštovanje za ves trud, no, ki ste ga vložili v organizacijo tega najverjetneje kar precej zahtevnega dogodka. Jaz bom v svojem predavanju govorila o tem, kako odnosi med ljudmi nastajajo, kako zorijo in kako potem zelo pomembno vplivajo na naše kasnejše življenje. In ja, govorila bom pravzaprav o tem, da ljudje nismo otok vsak zase, ampak da smo pravzaprav zelo povezani, da nastajamo iz teh pomembnih medosebnih povezav in da je to tisto, kar nas v veliki meri tako zelo pomembno definira kot ljudi. Govorila bom torej o tem, kako je psihološki razvoj v pomembni meri opredeljen skozi zgodnje odnose. Ko uporabljam izraz zgodnji odnos, mislim na odnose, na čustvene vezi, ki jih formiramo starši s svojimi otroki ali pa skrbniki s svojimi otroki in otroci s svojimi skrbniki nazaj v najzgodnejših letih življenja, se pravi v prvih letih življenja. In govorila bom o tem, kako ti zgodnji odnosi oziroma ta zgodnja navezanost, kot ji tudi rečemo, zelo, zelo pomembno vplivajo na našo osebnost, na to, kako zmoremo kasneje, tudi ko smo odrasli, obvladovati svoje čustvena stanja, kako zmoremo obvladovati stres v raznih težkih življenjskih situacijah, ki jih pač življenje prinese, kako zmoremo vzpostavljati odnose z ljudmi in te odnose vzdrževati.
Spregovorila bom pa tudi o tem, kako se lahko težave v tej zgodnji navezanosti kažejo v odrasli dobi tudi skozi določene težave v duševnem zdravju oziroma tudi skozi psihopatologijo. Zdaj, ko govorimo o psihološkem razvoju in o navezanosti, torej o zgodnjih odnosih in o tem, kako pomembno vplivajo na ta psihološki razvoj, bi rada na začetku zelo poudarila, da je psihološki razvoj izjemno zapleten in da gre v tem razvoju za interakcijo med številnimi dejavniki. Mnogi od njih so nam še neznanka in jih ne razumemo. Vemo pa, da gre za preplet dejavnikov, ki so po eni strani stvar konstitucije, se pravi nevrobiologije, če temu tako rečem, po drugi strani pa za preplet dejavnikov okolja. Pri čemer govorimo o tako dejavnikih najzgodnejšega okolja, o katerih bom jaz danes govorila, seveda gre pa za dejavnike tudi širšega okolja, se pravi okolja, ki na nas vpliva v kasnejših razvojnih obdobjih, skozi različne stresne situacije in pa za različne tudi širše kulturne in socialne vplive, ki smo jim priča. Zdaj, teorija navezanosti, o kateri bom jaz govorila, je teorija, ki govori o čustveni povezavi med otroci in njihovimi starši oziroma skrbniki in je pravzaprav biološko vrojen sistem. Gre za sistem, s katerim se mi rodimo v ta svet, in je sistem, ki ima svojo zelo pomembno evolucijsko funkcijo, v tem smislu, da nam ljudem omogoča preživetje. Ljudje smo vrsta, ki pride na svet zelo neopremljena za preživetje. In zelo veliko nege, telesne, psihološke, potrebujemo, da pravzaprav lahko preživimo. Tisto, kar se v zgodnjem razvoju dogaja in kar dojenček, ko pride na svet, nujno potrebuje, je to, da potrebuje, mi rečemo, zrele možganske funkcije odraslega človeka, ki mu pomagajo, da svoje nezrele možganske funkcije ali pa manj zrele, da te možganske funkcije lahko dozorevajo, kar se dogaja skozi pravzaprav celotno razvojno obdobje, počasi in gre za zelo kompleksne procese. Torej, ta pomen zgodnjih odnosov v psihološkem razvoju in v razvoju osebnosti je univerzalen in pravzaprav predpogoj za nek normativen razvoj. Tisto, kar je v jedru tega zgodnjega odnosa, so občutki varnosti napram občutkom negotovosti, vznemirjenosti, tesnobnosti, prestrašenosti. Vemo, da otrok v zgodnjem obdobju nujno potrebuje odnos navezanosti, in sicer ne samo zato, da dobiva ta občutek varnosti, ampak da se skozi te procese postavljajo glavne psihološke strukture v smislu tega, kako smo zmožni regulirati svoje čustvovanje, kako smo zmožni vzpostavljati odnose z ljudmi, kako zorijo naši motivacijski sistemi. In v jedru se skozi te zgodnje procese gradi posameznikov občutek sebe, se pravi to, kdo mi smo in kako uravnavamo svoje notranje doživljanje in interakcije z zunanjim svetom.
Čustveni razvoj je torej v tem zgodnjem obdobju v jedru vsega dogajanja. In to, kar ugotavljajo raziskave o zgodnji navezanosti, kaže, da je v jedru teh procesov ena zmožnost skrbnikov otroka, da lahko prepoznavajo čustveno doživljanje otroka, da se lahko nanj, kot rečemo, oglasimo, da ga torej pravilno prepoznajo in da so skrbniki zmožni ta burna, intenzivna, lahko tudi zelo neprijetna notranja stanja otroka, torej, kot smo rekli, prepoznati in mu po drugi strani pomagati ta notranja stanja vznemirjenosti zregulirati, kot rečemo, to pomeni pomiriti in dati torej izkušnjo, da je to hudo stisko mogoče obvladati. In na ta način se razvija en tak mehanizem samoregulacije, ko otrok postopoma preko ponavljajočih se pomirjujočih izkušenj razvija sam potem svojo sposobnost za regulacijo svojih notranjih napetosti. Ta proces je izjemno pomemben in je pravzaprav v jedru vsega tega procesa navezanosti. Če ta zgodnja čustva, ti afekti, neobvladani, intenzivni, neugodni, niso ustrezno prepoznani in niso ustrezno reflektirani, to pomeni, da skrbniki otroka ne zmorejo zares doživeti, kaj otrok doživlja in se na to ustrezno oglašeno odzvati, se zgodi to, da otrok torej teh intenzivnih afektov ne more pomiriti. In ta intenzivna notranja čustvena stanja potem preko različnih psiholoških obrambnih mehanizmov kontrolira na način, da lažje psihološko preživi. Kaj to konkretno pomeni? To pomeni, da tisti otroci, ki so imeli dobre izkušnje pri tem, da so bila njihova notranja čustvena stanja ustrezno prepoznana, reflektirana in zregulirana, lažje potem, kasneje kot odrasli, svoja čustvena stanja prepoznavajo, se jih ne ustrašijo. Lahko na primer prepoznajo, jaz sem jezen, ali pa jaz sem zdaj zelo prizadeta, ali pa počutim se osramočeno, ali pa strah me je. Zmožni so prepoznavati svoje čustva in potem so zmožni tudi bolj prilagojeno v zvezi s temi čustvenimi stanji ravnati. Če pa tovrstnih izkušenj pomirjanja in regulacije nimajo, se zgodi, da ljudje te intenzivne afekte zanikajo, se pravi, jih izrinejo iz svojega doživljanja, jih ne prepoznavajo kot svoje. To pomeni, da ljudje ne zmorejo razumeti, da so oni jezni, da so oni prizadeti, da je njih sram, ampak ta neugodna stanja izrinejo in mi rečemo projicirajo pravzaprav v druge ljudi in druge ljudi začnejo doživljati kot slabe, kot tiste, ki so sovražni do njih, kot tiste, ki so razlog za vse njihove težave in iz tega tudi lahko razmišljajo v tem smislu, če bom tega drugega človeka uničil, prizadel, potem se bom znebil sam nekih svojih neprijetnih stanj, kar pa so pravzaprav zelo, zelo nezreli načini obramb pred temi neugodnimi čustvenimi stanji. Zdaj ti zgodnji čustveni procesi, ki sem jih zdaj skušala res zelo shematsko pa na kratko opisati, so tisti, ki so v ospredju teorije navezanosti. Teorija navezanosti se je začela z Johnom Bowlbyjem, ki mu pravimo tudi oče teorije navezanosti.
ki je z takratnim razmišljanjem v Veliki Britaniji začel pravzaprav eno tako veliko revolucijo na področju psihološkega razvoja. Po izobrazbi je bil zdravnik, psihiater in pa psihoanalitik. V svoji osebni zgodbi imel pa veliko enih takih tudi neugodnih zgodnjih izkušenj, ki so bile povezane z občutki zapuščenosti. In potem se je on nekako strokovno začel zanimati, zakaj se majhni otroci tako intenzivno odzivajo na stres, ko so ločeni od svojega starša, zakaj tako močno kričijo, se oklepajo svojih staršev, zakaj se na nek način tako nerazumno obnašajo, kadar so izpostavljeni takim separacijskim situacijam. To je bilo obdobje v Veliki Britaniji, ko se je nekako smatralo, da je potrebno biti pri toplini ali pa ljubezni, če tako rečem, do otroka precej restriktiven, ker bi to lahko po takratnem gledanju vodilo v razvajene otroke, v to, da bodo otroci preveč odvisni, da nikoli ne bodo samostojni. Bowlby je pa naredil revolucijo s tem, ko je pravzaprav pokazal, da je ta del, se pravi to, da starši zagotovijo svojemu otroku varno bazo, bistveni temelj, psihološki temelj za kasnejši zdrav razvoj. In da je vloga staršev v tem, da morajo majhnim otrokom pomagati obvladovati te negativne, intenzivne afekte, ki jih seveda sami ne morejo in ki se sprožajo v raznih situacijah zapuščanja. No, in Bowlby je bil prvi, ki je nekako ugotavljal, da v tem navezovalnem zgodnjem vedenju obstajajo 3 bistvene komponente, ki definirajo obnašanje v teh zgodnjih navezovalnih odnosih. In te 3 komponente grejo nekako na ta način. Otrok postane ob neki situaciji vznemirjen, išče bližino, išče tolažbo, se pravi, išče pomiritev, zaščito in nekoga, ki mu bo s svojimi bolj zrelimi možgani pomagal razumeti, kaj se v njem dogaja, pomagal organizirati ta neugodna, intenzivna čustvena stanja, se pravi, ki ga bo lahko pomiril. Potem se pri staršu seveda sproži ta potreba, da bi negoval, da bi poskrbel, da bi potolažil in organiziral ta kaotičen čustveni svet otroka. No, in ko se to zgodi, se potem v otroku spontano pojavi pa druga zelo pomembna potreba, ki je pa potreba po raziskovanju, ki je prav tako vrojena in ki se lahko razvija takrat, ko se otrok počuti dovolj varnega in dovolj potolaženega. No, Bowlbyjevo delo je naprej nadaljevala Mary Ainsworth, psihologinja, ki pa se je ukvarjala z različnimi eksperimentalnimi raziskavami tega zgodnjega razvoja in pa tudi z naravnimi opazovanji otrok in njihovih staršev, tudi v drugih kulturnih okoljih. In če je Bowlby preučeval, kako vpliva na majhne otroke to, da so ločeni od svojih staršev, se je Mary Ainsworth ukvarjala s tem, kakšni tipi navezanosti pravzaprav obstajajo, kakšne so razlike med otroki v navezanosti. In za ta namen je Mary Ainsworth razvila eno posebno in zelo zanimivo eksperimentalno situacijo, ki pravimo Strange Situation Test, v kateri se je, če poenostavim, dogajalo to, da je bil v tej eksperimentalni situaciji otrok s svojim skrbnikom, takrat je bila to, večinoma so bile to mame, in potem je v to situacijo prišel še nek tujec in potem so se izmenjavale situacije, ko je mama sobo zapustila in je otrok ostal sam s tujcem in pač različne kombinacije teh odnosov.
No, in kaj je bil namen teh eksperimentov? Namen je bil ta, da bi izvali torej pri otroku aktivacijo navezovalnega sistema in da bi lahko v eksperimentalni situaciji opazovali, kaj se zgodi, kako se otrok odzove, kako izrazi svojo stisko, koliko se otrok zmore pomiriti in s čim, torej s kakšno kvaliteto odnosa med otrokom in staršem je otrokov odziv v tej stresni situaciji povezan. In od takrat, ko je Mary Ainsworth postavila to eksperimentalno situacijo, se je to področje pravzaprav zelo raziskovalo, sploh v 80. letih. In na tisoče in tisoče raziskav z področja zgodnje navezanosti je bilo narejenih. In jaz bom zdaj na kratko skušala povedati, kaj je tisto glavno, kar nas te pravzaprav raziskave učijo o zgodnji navezanosti in o teh zgodnjih odnosih. Zdaj, tisto, kar so ugotavljali, da v teh eksperimentih je, da lahko vedenje otroka strani nekega zunanjega opazovalca, ki otroka opazuje, izgleda lahko zelo kaotično, pretirano, neracionalno, otroci lahko kričijo, zunanji opazovalci si mislijo, da so to otroci, ki se ne znajo pomiriti, da so sebični, nedomam, ki so se vračale v to situacijo, ko so otroke zapuščale, to so bili taki kratki 3-minutni ciklusi separacij. Do teh mam so bili otroci lahko zelo zahtevni, agresivni, nanje so se nekako pretirano obračali, niso jih spustili stran, bili so jezni, razne čustvene reakcije so v teh eksperimentih ti otroci doživljali. In kaj so te raziskave ugotavljale? Ugotavljale so, da je pravzaprav cilj vseh teh vedenj, ne glede na to, kako nelogična lahko izgledajo strani zunanjega opazovalca, da so ta vedenja zelo logična in psihološko zelo smiselna in da je njihov cilj ta, da otrok ohrani svojo osebo navezanosti blizu. In to je nekako zelo pomembna ugotovitev teh zgodnjih eksperimentov. Zdaj bom pa jaz v nadaljevanju povedala, na kak način so se ti otroci obnašali, da so ohranjali svoje objekte navezanosti, kot mi rečemo, blizu, in kako se tudi potem kasneje mi odrasli ljudje v svojih odraslih odnosih navezanosti obnašamo, da ohranjamo ljudi, na katere smo navezani blizu. Na podlagi teh eksperimentalnih situacij so opredelili 4 glavne tipe navezanosti, ki sem jih jaz tukaj navedla. Raziskave so bile delane na splošni populaciji, se pravi na populaciji otrok brez posebnih psiholoških težav. In ugotovili so, da tako nekako od 50 do 60% otrok kaže znake varne navezanosti. Ostali otroci pa kažejo znake tako imenovane nevarne ali pa negotove, kot rečemo, oblike navezanosti. Negotove zakaj? Zaradi tega, ker čeprav gre za obliko navezanosti, ki ni najbolj, če rečem, zdrava, je to oblika navezanosti, ki takrat otroku omogoča občutek varnosti. Ker s svojimi reakcijami otrok ohranja svoj objekt navezanosti blizu. Kar, kot smo prej rekli, je cilj vseh vrst navezanosti. Zdaj, kaj so nekako ugotovitve teh v bistvu 50 let že trajajočih raziskav? Kaj vemo o tem, kaj je varna navezanost?
Vemo, da je varna navezanost tista, v kateri skrbniki, torej otrokovi starši, prepoznavajo, kdaj otrok potrebuje torej občutek varnosti in tolažbe, pomiritev, zaščito, in kdaj po drugi strani potrebuje podporo pri tem raziskovanju, torej pri tem, da lahko ene stvari naredi sam in da jih zmore sam. Starši varno navezanih otrok to zmorejo diferencirati in znajo otroka podpreti v tistih potrebah, ki jih on takrat izraža. Otroci, ki so varno navezani, zmorejo ob raznih situacijah ločitve, kot so bile tudi situacije v tej eksperimentalni situaciji od Mary Ainsworth. Torej, ti otroci se seveda vznemirijo, ko so izpostavljeni situaciji, ko so sami. Vendar pa so se zmožni potem, ko so zopet združeni s svojim staršem, pomiriti. In pomiriti do te mere, da lahko zopet varno raziskujejo svoje okolje. Raziskave o varni navezanosti ugotavljajo, da ta podpora in ta uglašenost ne rabi biti popolna in 100%. To pomeni, da bi morali biti starši vedno in povsod maksimalno uglašeni na potrebe svojih otrok, ampak mora biti vsaj zadovoljiva, oziroma bi bilo slabo, bom tako rekla, če bi bila popolna. Pa bom v nadaljevanju še malo več o tem povedala. Skratka, ta podpora mora biti zadovoljiva, dovolj dobra, dovolj pogosta in to je tisto, kar omogoča pot v varno navezanost. Bistvo varne navezanosti so čustvena stanja, ki jih je skrbnik otroka zmožen sprejeti. To pomeni, da lahko otrok izrazi vse svoje občutke direktno, brez tega, da bi ga skrbelo, ali bo njegov skrbnik to zdržal ali ne, ali bo otroka kaznoval, ali ga bo zavrnil, ali ga bo kritiziral. In da ima otrok ob sebi nekoga, ki mu je nekako na voljo, ki je z njim, ki lahko razume, da je on vznemirjen, da je jezen, da je besen, in mu to nekako tudi da vedeti. Se pravi, da ima otrok občutek, da ga njegov skrbnik razume in da so njegove potrebe normalne. To pa seveda ne pomeni, da bi moral skrbnik vsem tem potrebam jih zadovoljiti na ta način, da bi naredil to, kar otrok od njega želi. Tako da v središču te varne navezanosti so čustva in otrokov občutek oziroma njegovo zavedanje o tem, da mu je skrbnik na voljo, da je tam in da je dostopen. In tisto, kar kažejo raziskave, je, da ta, kot sem rekla, dostopnost mora biti dovolj dobra, dovolj pogosta, dovolj redna. In nekako, če govorimo o številkah, pravijo, da vsaj tako, če bomo v 30% se ustrezno odzvali na potrebe svojih otrok, je to tisto, kar je dovolj dobro in lahko vodi v varno navezanost, kar se mi zdi zelo pomembno za tiste starše, ki se bojijo zaradi nekih svojih razlogov tega, ali bodo svojim otrokom dovolj dobri skrbniki. Zdaj, druge oblike navezanosti, ki spadajo v kategorijo tako imenovanih negotovih oblik, so pa tiste, pri katerih so v teh eksperimentalnih situacijah ugotavljali, da se ti otroci težko ob ponovni združitvi s svojim skrbnikom težko pomirijo, težko potolažijo, se ne zmorejo potem v nadaljevanju zaigrati, ne zmorejo raziskovati svojega okolja. In v tej skupini je skupina preokupirano navezanih otrok, tistih, ki se nekako
držijo svojih staršev, se ne zmorejo ločiti od njih. Zakaj? In to je taka temeljna ugotovitev teh raziskav, zaradi tega, ker bi to pri skrbniku vzbudilo nelagodje. Ugotavljali so, da so starši tistih otrok, starši, ki imajo več težav s tem, da bi podpirali otroke v njihovem raziskovanju, avtonomiji, in na nek način se ti otroci potem odpovejo tej svoji potrebi, osnovni potrebi po raziskovanju okolja in ostajajo vezani na svoje skrbnike. Potem druga oblika negotove navezanosti je izogibajoča navezanost, pri kateri so ugotavljali, da se tovrstni otroci po ločitvi od svojih skrbnikov v eksperimentalnih situacijah prav tako psihološko ne odzivajo optimalno, bom rekla, sicer navzven ne izgledajo vznemirjeni po tej ločitvi, vendar pa se ne zmorejo povezati s svojim skrbnikom. To pomeni, da ostajajo izogibajoči, oddaljeni, na distanci, in raziskave o psihološkem doživljanju teh staršev pa so pokazale, da je to skupina staršev, ki imajo več težav pri tem, da bi se ustrezno uglašeno odzivali na čustvene potrebe otrok. Se pravi, da jim je neprijetno z raznimi negativnimi afekti, kot smo rekli, z nekimi neprijetnimi čustvenimi stanji. In otrok psihološko to reši na način, da se pravzaprav začne izogibati temu, da bi aktiviral da bi pri staršu aktiviral ta skrbniški sistem, ker nekako doživlja, da to pravzaprav ni varno. Rekli pa smo, da je cilj vseh navezanosti v bistvu ta, da otroci obdržijo svoje starše blizu, in v primeru izogibajoče navezanosti otroci to naredijo na način, da te svoje potrebe nekako deaktivirajo, potrebe po odnosu in po bližini. Potem je pa še zadnji tip nevarne navezanosti oziroma negotove oblike navezanosti, ki ga pa tako v klinični praksi najpogosteje srečamo in ki je kombinacija prej omenjenih dveh oblik navezanosti, kar pomeni, da so v teh eksperimentalnih situacijah otroci v bistvu se gibali med obema tema dvema strategijama, ali da so se preveč oklepali staršev ali pa da so se bali te bližine in ostajali umaknjeni. In raziskave kažejo, da je to skupina tistih otrok, ki so pa bili v svojem razvoju izpostavljeni hudim travmatskim situacijam, zlorabam, zanemarjanju, nekim težkim življenjskim izkušnjam. In raziskave kažejo tudi to, da se ta oblika navezanosti potem povezuje z težjimi oblikami psihopatologije, kot pa prej omenjeni izogibajoča in pa preokupirana oblika. Ti vzorci, ki sem jih zdaj opisala, so bili ugotovljeni na otrocih, na majhnih otrokih, vendar pa raziskave kažejo to, da se ta osnovna shema navezanosti, se pravi to, kako se lahko počutim v nekih bližnjih odnosih in kaj je v smislu čustvenih potreb v teh odnosih dovoljeno in ni, da se ta osnovna shema navezanosti ohranja skozi življenje in da so pravzaprav ti vzorci navezanosti precej stabilni, bolj stabilni pri varno navezanih v primerjavi z nevarno navezanimi skupinami. In seveda, kot sem na začetku rekla, odvisni tudi od drugih še dejavnikov, ki smo jim ljudje priča tekom življenja, se pravi drugi stresni, neugodni življenjski dejavniki vplivajo na to, da se na primer lahko
varna oblika navezanosti tekom življenja v odrasli dobi spremeni v nevarno obliko. In obratno, tudi nevarne oblike navezanosti se lahko tekom življenja spreminjajo v varne oblike, odvisno od tega, kako težki so udarci življenja, če tako rečem, in koliko imajo ljudje na voljo podporno mrežo drugih ljudi, svojih družinskih članov, prijateljev, in da je to nekaj, kar potem lahko tudi kasneje v življenju korigira nevarno navezanost. Tisto, kar se mi zdi pomembno, je, da bi razumeli, da to ni nek fiksiran vzorec, ampak da gre za vzorec, ki je pravzaprav tudi fleksibilen skozi celotno življenjsko obdobje. Se pravi, gre za vzorec, ki ga pa kasneje pri odraslih ljudeh vidimo v naših odraslih bližnjih odnosih. Te zgodnje vzorce vidimo v partnerskih odnosih in se odražajo pravzaprav v tem, koliko zmoremo pomirjati svoja čustvena stanja, ko smo vznemirjeni, koliko smo v intimnih odnosih blizu, koliko smo umaknjeni, koliko se znamo v obdobjih stresa pomirjati in koliko živimo eno življenje, bom rekla, v katerem smo vključeni v medosebni svet. Zdaj, teorija navezanosti, kot sem rekla, se nanaša na področje odnosov, na področje ustvarjanja osnovnega občutka varnosti in po drugi strani tudi raziskovanja okolja in vključevanja v okolje. Ampak ne govori samo o tem, govori tudi o tem, da je razvoj teh močnih in varnih vezi navezanosti tisti, ki nas kasneje v odraslosti ščiti pred stresi v vsakodnevnem življenju. In da je to kot nek psihološki enačaj za imunski sistem pravzaprav. Da nam zgodnja navezanost lahko prinese eno odpornost pravzaprav na stresorje v življenju in na to, kako bomo s temi stresorji kasneje v življenju ravnali. Zdaj pa prehajam že počasi proti koncu tega predavanja, pa bi rada omenila samo še enega pomembnega kliničnega psihologa, klinika in raziskovalca, ki se pa v sodobnem času ukvarja z teorijo navezanosti, ki sem jo prej predstavila v svojih zametkih. Ampak bi želela, da bi razumeli, da je teorija navezanosti nekaj, kar je še vedno zelo, zelo aktualno in kar je tudi empirično zelo dobro raziskovano, tako da to je Peter Fonagy, ki je postavil koncept mentalizacije, ki je pravzaprav neka zmožnost za razumevanje svojega vedenja in za razumevanje vedenja drugih ljudi na podlagi tega, da lahko razumemo notranja mentalna stanja sebe in drugih ljudi. Če povem zelo preprosto, mentalizacija pomeni zmožnost, da razumemo sebe in da razumemo druge ljudi okrog sebe, glede na to, kaj vse se nam navznoter dogaja. In je zmožnost, ki nastaja znotraj procesov navezanosti zelo zgodaj v zgodnjih odnosih in vodi tudi v, bom rekla, duševno zdravje v odraslosti. Zdaj pa bi počasi zaključila samo s tem, da vse negotove oblike navezanosti, ki sem jih omenila, niso motnja ali pa niso psihopatologija. So pa pomembni mehanizmi,
preko katere zorijo naše zmožnosti za regulacijo čustev, naše zmožnosti za razumevanje drugih ljudi in naše zmožnosti za razumevanje sebe. In bolj, kot imamo ljudje psihološko te zmožnosti dobro razvite, lažje se bomo soočali z raznolikimi stresnimi situacijami, ki jih življenje prinaša. Tako da ti vidiki nevarne navezanosti so nek sklop enih dejavnikov, ki prispevajo k ranljivosti za psihopatologijo. To ne pomeni, da je navezanost zadosten razlog za duševno motnjo, je pa povečano tveganje za duševne motnje, pri čemer imamo določene skupine duševnih motenj, kjer je to tveganje v primerjavi z drugimi duševnimi motnjami še večje, in v to skupino duševnih motenj spadajo depresija, anksiozne motnje, osebnostne motnje, posttravmatska stresna motnja in tudi motnje hranjenja. Zaključila bi s tem, da 50 let raziskovanja o pomenu zgodnjih odnosov nas je naučilo veliko, ne vem pa, koliko smo znali to čisto dobro v življenju uporabiti. Vse te raziskave so nas naučile o tem, da tisti otroci, ki so varno navezani, bodo zrasli v odrasle ljudi, ki lahko zaupajo drugim ljudem, ki se lahko na njih obrnejo po pomoč, ki znajo v življenju uživati, ki znajo v življenju reševati probleme, ki se zavedajo, da je večino težav v življenju možno rešiti in ki lahko zaupajo, da se bo zgodilo nekaj dobrega. Če zdaj se navežem na koncu na epidemijo in na vse to, kar se nam v smislu psihološkega stresa v zadnjem letu dogaja, se mi zdi pomembno razumeti, da bolj kot smo ljudje izhajali iz zgodnjih odnosov, varne navezanosti, lažje se potem v življenju kasneje kot odrasli soočamo z takšnimi stresnimi situacijami. Tako da zaključila bi pa še pravzaprav rada z eno zahvalo, ki gre mojim kolegicam, ki so v okviru Zbornice kliničnih psihologov pred kratkim organizirale en krasen seminar o pomenu zgodnjih odnosov za otrokov razvoj in ki so ga lahko poslušali naši pediatri. In naša želja je ta, da bi tako senzibilizirali stroko in splošno javnost o pomenu teh zgodnjih čustvenih procesov za kasnejše duševno zdravje. Tako da toliko iz moje strani, pa hvala vsem za pozornost.